Zdaj, kaj sem mu zmešal. Jaz sem se pripeljal na Bled, zato ker ima danes Opel tukaj slovensko premiero Crosslanda X. Stari ščije, pa kesina. Ampak na otočkih se pa vsem vozijo. Pa ruski Land Cruiser pred eno ful hudo bajto. A bo Rusi tudi Bled pokupili? Ja, ne, 3, 4. Stari, sedaj pa ful lepo, le to. A se vidi, neki šotorčki pa tako, camping, glamping, te fore. Ne znam čisto točno razložiti, ne, ampak zgleda kar fit. Zdaj nisem 100% prepričan, ampak če skoli na prvo žogo probamo ugibati, je Opel hotel povezati avto z nekim lifestylom. Akva, po mojem, no. I got the keys! Kaj sem še hotel reči, ne? Saj ta avto je Opel že tam okrog 18-19. marca pripeljal v Slovenijo, ampak takrat še ni bil pripravljen na prodajo. So imeli samo 2 avta tukaj, tako malo za pokazati. Veš, da se pa prvič lahko dejansko noter usedeš, pa tako malo od bližje vidiš, kva dogaja, pa kakšen je feeling, ki ga peleš. Če bi se najprej malo vstal, pa razmislil, kva je zgleda. Lej, takole zgleda, sprav neko dosti znano Opelovo okolje, kar se volana, merilnikov, pa tudi armaturne plošče, pa sredinske konzole tiče. Pa če bi jaz tlele parkiral, tako za foro, mi že kdo kaj je rekel. Parkirišče samo za goste hotela. V glavnem Crossland X, a veš, to je ta avto, ki je Opel Merivo poslal v pokoj. Če veš, znamke so dosti hitro ugotovile, ne, da enoprostorska zasnova oziroma klasični enoprostorci tudi približno več ne palijo toliko, kakor so še 7 ali pa celo 5 let nazaj. Ampak če ga takole na hitro pogledaš ali pa celo kaj v njemu prebereš, pa hitro ugotoviš, da proba združevati neke prednosti enoprostorcev z SUV-ji. Kako ni nam to marel? Ko je. Veš pa ta avto se mi zdi, da predvsem zaradi višine zgleda predvsem masiven, v resnici je pa dosti kratek, 4,2 metra. Na voljo bo pa samo s prednjim pogonom, zato ker pri Opelu pravijo, da 4-kolesen ga ne potrebuje, kar je pravzaprav res, ne. Zdaj, kar se kufra tiče, veš, z dvojnim dnoma, v osnovi ga je za 410 litrov, če pa dokupaš čisto doplačljivo, pomično, vzdolžno pomično klop, pa ga je pa za 520. Vidim, če tale ima. Ne, tale recimo nima. Ja, pa na noč tistih 520, ne. Pa še en razmeroma pomemben podatek, ne. Ta avto je, tako kot recimo Astra, opremljen z večino tistih sodobnih aktivno-varnostnih pripomočkov, ki jih človek rab. Kar se pa motorjev tiče, bencinar bo v bistvu z 1,2 litra prostornine, ampak bo ponudil 3 zmogljivosti. Ali 60, 81 ali pa 96 kW. Dizla pa tudi že poznamo 1,6, 73 ali pa 88 kW. Razmeroma visok sedim, kar je logično, se je taka zasnova, ampak ena stvar mi je pa še bolj všeč, ne. Ful dobro ven vidim. Ja. To je to, na Bled sem prišel glih za 7 minut pa pol, zdaj pa pičim nazaj v Ljubljano, s takom sestank, pa ga ne smem zamuditi, niti malo. Stari lej, ti šotori so nad vodo. Kaj pa komarji pa te fore? Prej kva sem najdel, testen ga je resa. Moram jaz malo zmeniti, Take kolone, kjerkoli na Štajerki, pa že dolg časa, ne. Pa daj si tole dobro preberi. A veš, ki je Forrest Gump začel laufat, pa se kar ni ustavil? Zdaj, kaj sem mu zmešal. Kam si šel, ej? Ej, tukaj sem. A ti si zmešan, no. Ajde, pa. Kaj si pa ti na zadnje vodne balončke metel? Takole pred večer, ko gre sonce dol, mi pa Ava pomagati fotografirati par izdelkov za Miklavško pekarno. Če koga zanima, kako to delam, ponovadi s tole zadevco, izdelki, fotooprema, fotografiral sem z objektivi 105, 50 pa 35. Sem pa danes za fotkanje uporabil tudi tale Ikejin pladen, ki je pravzaprav ena taka mehna misca, ki je sestavil, na takih kratkih nogicah. Pa postavim izdelka, je to kruh, je to sendvič, ki ga zdaj je Ava, ali pa karkoli drugega. In jaz imam furat ta naraven feeling, ne, tako da vzamem večerno svetlobo, zlato uro, pa naredim tako, da ga sonce z ene strani malo butne, z druge strani ga še jaz malo sflešam, ali pa tudi neko, kar je, pa je to to.